mesežiram, zamujam in mesežiram in vam sporočam hkrati, da bom hmal prišel, čisto malo sem zamudil, sorry. Veste, kdo sem bil zdaj? Ja, vemo, ampak ne bomo rekli, zato da ne bi dobil kakšne položnice na dom. Ok. Sašto stare. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, znova pozdravljeni v vašem najljubšem podcastu za legitimno preživljanje prostega časa, glave in v njegovem specialnem filozofsko-debatnem odvrtku, če veš, kaj mislim. 162. glave so sicer tole, vsi lepo povabljeni v Discord, da se nam pridružite, link imate na aparatus.si/Discord, imate pa še dva podobna linka na tej strani in sicer Discord / vprasaj glave, kjer nam lahko zastavite vprašanja, na katera bomo odgovarjali že čez nekaj trenutkov, in pa seveda tudi aparatus.si/podpri, kjer lahko postanete krajcar ali guldinar, eden od naših premnogih donatorjev, ki seveda s tem dobi prav poseben dostop do aftershave oddelkov naših podcastov. Zdaj, mogoče vas bo zanimalo, ampak od zadnjega, če veš, kaj mislim, se je število podpornikov povečalo za 800%, tako da jaz mislim, da bomo že čez 14 dni bo lahko Joco imel svojo lutkovno predstavo v podcastu. Sicer smo odkrili en marketinški, a je kdo že pomislil to, da bi gola telesa pa te zadeve uporabil za promocijo? Ni. Zdaj, mi lahko to izkoristimo. Jaz mislim, da lahko. Mi vam bomo povedali, vi pridite na aparatus.si, podprite mrežo Aparatus, podprite glave, mi vam bomo pa povedali, kdaj vas je dost. Tako, eno prej bomo ustavili, najbrž zato, ker pač nihče noče gledati, kako smo že telesno omejenih podcasterjev. To pa ni fair. Mi lahko to naredimo na privat. Sam si povedal javno. V glavnem, z vsi, ki se zanimate, zakaj trenutno iz vaših zvočnikov, iz vaših slušalk prihajajo zgolj trije šarmantni glasovi, kar je tudi običajna vsota šarmantnih glasov v tem podcastu, ni pa hrapavega rajsnedlastega šmirgel papirja, ki mu prijatelji pravijo Tomo, pa naj povemo, da si zdaj le upam take klatiti o njem, ker njega ni zraven in leži v posteli z vročino, tako da jaz prosim vse skupaj, če lahko greste do bližne kapelce, prižgate eno svečko za njegovo zdravje. Ne bo prosim eko svečka, ali pa če vam je kakšna ostala še. Kakšna eko svečka? Pa zdaj imaš neke sveče, tiska so z papirja, pa not pač tako, da ni te plastike. Čist zgori. Ja, mislim ne, polka vržeš, tako je narejen, kao, da ne zgori, a ne, to bilo malo weird, če bi kar tam na grobu vse gorel. Ampak potem, ko daš stran, pač zrecikliraš, ne, ni pač plastika. Kam pa vržeš? Zih je malo tega, da ostane noter. Kaj voska? Malo voska, pa malo papirja. Vse vosak se reciklira, lahko, ni tako. Ok, vosak se, kaj pa ostalo? Ja, jaz mislim, da verjetno daš tudi tako lahko, veš, da pravzaprav ti kar pošljaš, da imaš od spod, tako, kot imaš za tonerje. Veš, ko imaš zraven, da pošljite na firmo, mogoče pa ta, veš, ko imate zbranih 10 praznih sreč, dajte v škatlo in pošljite na firmo. Ali pa, kad ti menjajo modem, pa reče, no, te starega pošljate nazaj, ne, v skladišče. Okay. Nisi nikoli teh sveč skupaj zlival tistega voska pa tega? To smo na Gorenskem delali včas. Ja. A to so pri tebi doma. Sam z voskom smo se igrali ful, ne? Ja, jaz sem se igral, ne dušiče. Pa kad si prsten odtis, pa celo roko, pa kaj eksperimentiraš. Pa kad pozabiš, da si pokril svečo, pa jo čez minuto primaš pokrovček, pa imaš drugostopenske upekline, več te otroške igre. Jože, itak imaš na pokopališču prav posebne kante za sveče. Ja. Za sveče vršte. Ampak so te papirne sveče. On ni rekel, eno ekstra kanto daš. Pejte na pokopališče, ampak rekel, pejte do bližne kapelce. Ok, ja, to res. Ej, come on. Budimo natančni. Pri kapelci, razen če pri kapelci. Lahko pa greste do kapelce, pa ne pržgete, ampak sem zmolte. Ja, ali pa če imate mogoče za to moto. Kakšna svečka od rojstnega dne, če vam je ostala una na pol, tudi pač dajte jo pred zvočnike.
Ali pa Ko poslušate tole. v ušesa si jo dajte noter, Ja, pa sploh če je bržgite. gejzir, ne, če je Ja. vulkanček. Ja. Meni bi bilo drugače najbolj smešno, da bi ljudje ga kontaktirali na social medijih, pa mu želeli, slišali smo, Da umreš. da je s tabo res. Ja, da si Jaz na upam, koncu. da se pobereš, ampak Ja. tako, da mu res vsi. Tako da to bo danes. Zdaj, če A se lahko to vsi- naredimo? Jaz ne bom kolovodja. Bom jaz, jaz nimam problema, ljudje. Okay, lej, če ste za eno foro. Ampak fora res deluje, sam če nas je res velik. Ampak veš kaj fora, da bo Tomo to montiral, da ne vemo, če bo šlo to not. A bo to montiral? Da vidimo, zdaj, a je Tomo tok desca, Ali da bo posluša? pustil to not. To ne gre če- vse okej. not. Jaz mislim, da smo mi uživo. Ne. A mi nismo uživo. Ne. Ampak A to ni uživam tako, pa, kot ko na sem z radiu. vama tukaj, fanta. Uživam Okej. pa. Dajmo to narediti, dajmo Tomu tu na social medije, na Instagram, na Discord, na Facebook, kjerkoli ga najdete, dajte mu napisati lepe želje. Mogoče mu pošljete kakšno lepo slikco, lepo misel, mogoče une angelčke, ki jih po Facebooku pošiljajo. To bi bilo, ali pa če dobite kakšnega super Mariota ali pa Linka z kakšnimi takimi lepimi željami. A se zberemo skupaj, pa mu kupimo kupimo nekaj. Mario Wonder, ki itak ima Switcha, ne? A mu naredimo, da bo zdaj kaj doma na bolniški? Ne, če Ne, bo doma, ne. ne počiva. Ne Aha. počiva, ne Ok, počiva. počiva. Ok, lej gorenc. Lahko pa stareto kupite ne počiva. Wonder, ne. Sem že kupil, fully fine. Ja. Okay, Glavno, zdaj pa preden čist preveč zaidemo nekam. Ja. Jaz bi danes rad vodil debato tukaj, Dej. da ne bojo rekli, ne pač kakšen moderator pa ste, gospod Ja. Gorenc. Moramo torej zdaj povedali smo, kar piše, povabili smo ljudi na Discord, povabili smo vas, da podprete, da vprašate glave. In pa seveda, kot vedno, če veš, kaj mislim, z vami sem tukaj pižama, živijo in Resno. Resno, prav prevzel boš vse negativne in pozitivne aspekte Anžeta Tomiča Tomota, res. Živijo Sašo tukaj, ne morem verjeti. in Jože. Živijo. Sam, če si že začel, zdaj moraš tudi imeti te, ne, slabo, tudi te moraš Kako prevzeti. slabo, Ja, kdo bo kako slabo? slabo. To. O, ja. Ja, to se moraš bomo, vse. ja, pridite. Ne. Ampak veš kaj zdaj je fora, ker njega nimamo mi dost kakovostno vsebino in še ni bilo potrebe, da bi kar od tega rekel. Ne. To je tudi res. Ja, čist drugače. Ne, To je, ja, in seveda bolj ne pozabite, kvalitetno. se pravi tole, kar zdaj poslušate vsi, potem pa pride aftershave, ki ga lahko dobite samo na aparatus.si pošiljnica podpri, če ste naročeni na Glave Plus. Pa tle tako nimamo Sodelujem. špice, tako da ne vem, zakaj smo zdaj ta naredili. Ampak v glavnem, prosili smo vas za vprašanja, dobili smo kar nekaj vprašanj, izbrali smo 3 najboljša, samo zdaj jaz zgruntam, Sašo, kam si ti to napisal, kjer file. Meni se zdi, da Aha, vidim ja. tukaj, da javate drug file. Super. Poglejte to pripravljenost. Ne? Vidim, kaj se je zgodilo. Ne? Ja. Obstaja zavihek vprašanja Folka, ki sem ga totalno spregledal, in pa je še en zavihek za to epizodo. Ja. Zakaj imamo to tako rejen, jaz ne vem. Ampak Vprašanje bom upošteval. Folka je file, kamor se direkt iz Sem vse tega, razumel. kar ljudje sprašujejo. Ta kaj del je kopirajo. odveč, po mojem. Ja, tako da. Evo, Klara na Instagramu sprašuje, ali bo poklic komika kdaj tako cenjen, da bi se po njem imenovala kakšna šola. Sašo, zdaj boš ti začel, ker jaz sem Tomo in bom te zadana. Meni se zdi, jaz mislim, da je narobe, da bi bilo to. Ja, ni, ne vem. Zakaj? Ja, če nisi sam komik, ajde, se je nek, a ni Fran Milčinski Ježek, on ima, je neka osnovna šola. Mislim, da ne. Mislim, Ni, da ne. ni Mislim, še da šole. ne. Čakaj, Jaz bom mislim, da pogledal. Frana Milčinskega Kvečemo od Prav bi bilo, fotra, da- veš. Ne gledati, no to ne vala. A ja, mislim, da je Vodi v sam trenutku. Ni, sploh ni šlo Frana, ni šlo Frana. Ajde, on bi mogel imeti, se mi zdi, za druge komike, pa ne vem, aj to pismo, če nisi neki ekstra, razen bil smešen, veš, da bi še neko pesniško zbirko zraven naredil. Da je nekaj kao legit, ne samo Ja, smešen. recimo, ajde, a veš, ko osnovna šola Gašperja Berganta, to veš, da slovenščine noben ne bo znal za maturo bola, veš. Ena tiste šole. Bergant bil gozdarska šola Gašper Bergant. To je res. Ali pa Zakaj pa ne? mesarska šola Ja, Gašper mesarska Berganta, Gašperja veš, Berganta. srednja mesarska, to bi, jaz sem nadziral, Kmetijska šola. osnovna šola Fran Milčinski obstaja v Italiji, se pravi je, Res? Slovenci nimamo? slovenska šola, ne, mi pa nimamo. What? Ja, tako da, ampak jaz s temi komiki, jaz sem recimo, lahko povem, kako sem
iskal neke komike, ki sem delal kapitana Gatnika. Ja. In je noter imajo pač ti otroci hodijo v šolo The Jerome Horowitz Elementary. Ne? In ta Jerome Horowitz je bil en od 3 od The Three Stooges. Aha. In sem pa iskal koga, kjerga slovenskega. In potem pač, kakor je bilo na koncu, sem se odločil za Ivana Roba, enega pesnika, ki je med obema vojnama pisal satirične pesmi, parodije. Ne? Se mi zdaj pač je neki tazga. Tako pač, ker mora bilo, pač se mi zdi, tako kot oni ne vejo, da je Jerome Horowitz direktne, eno, 3 Stooges, moraš pogooglati tudi tle, da moraš malo poiskati. In čeprav pa mi je bilo žal, ker sem jaz tako 1 ali pa 2 leti pozneje, ker sem že začel prevajati kapitana Gatnika, sem pa izvedel za Pavla Knobla. Ne? In mislim, da za kapitana Gatnika bi bil veliko bolj primeren ta pesnik, ki je pisal o prcih, ne? Da bi bila po njem poimenovana šola. Tako da, po teh komikih morali bi imeti, čeprav jaz si predstavljaš, kje bi bila, mogoče ne šola, ampak gorski tečaj, Joco Hud. Gorski tečaj, ja. Šola samozavesti, ne, life coach, Joco Hud. Life coach. Šola preživetja. Evo, dajmo tako Šola mogoče, preživetja. če smo že imeli s temi komiki, kakšne šoli bi ti učil, mogoče tle, kakšne šoli bi pa komiki učili? Prej gremo to. A bi ti hotel biti, če bi po tebi poimenoval, a bi bil osnovna šola Boštjana Gorenca, ali bi hotel biti osnovna šola Boštjana Gorenca Pižame? Mislim, da ko se te stvari zgodijo, ti nisi več v tem agregatnem stanju, ki bi lahko... Zdaj lahko pa zdaj pa bo poroki. Ja. Naj bo osnovna šola Boštjana Gorenca Pižame, čisto zato, da vsi, ki bojo izdajali e-račune za to šolo, da bojo imeli problem, ko premalo placa. To je dobro. Po vsakeč bojo morali... In bojo kleli, in bojo rekli, pižama! Tako da te folk malo sovraž, se ne preveč, ampak malo se po moje fulbolo zapomnejo. Še pa, kaj te ni več, veš, greš folko na živce. Če so te me radi, jih to hitro, prijetna čustva hitro zginejo, ampak negativna, to pa je strašno. Ne, v Discordu pač, da človek ni pozabljen, dokler govorijo njegovo ime. Pižama. To je v redu. Exactly, točno to. Kaj bi učil na šoli? Ne bi pa imel jaz, mislim, če bi bila šola pomen, jaz bi zahteval bi, da je na ravnini, ne bi smelo biti preveč na klancu. Jaz sem veliko hotel reči, da tako je ful velik poudarek je na telesni vzgoji, ker, a veš, ne? Se pravi, to bi bil ta kemp poleten za... ti bi tako tematsko... veš, poletna šola... Za udarjene... Poletna šola... Za udarjene. Za udarjene. Saša Stareta. Za udarjanje. Ja. Šola za udarjanje, Saša Stareta, ali kaj. Za udarjene otroke. Ti ne smrdiš, ne, za udarjene, za une, ki jih buljajo, za udarjene najstnike. Kaj, da bi bil fat camp, da bi bil kamp za debele, Saša? Ja, to nisem pomislil, ampak zdaj si sam rekel, mogoče. Ampak zdaj kakšen fat camp? Tak, kjer to vzdržujejo? Ali spodbujajo, po mojem, da tudi spodbujajo. Karkoli od tega se mi zdi dobro. Zajtrk, zaska. Ali bi bilo za nekaj... Ne. A mi imamo te debele kempe, kao da shujšaš pa to? Imamo to? Dejansko imaš neki za te otroke, pa ne, prav za debele ne vem, ampak če ga nimamo, bi ga mogli enega da dal v to zdravilišče na Debelem rtiču. Ja, absolutno. Kako slabo, bom jaz rekel, kako slabo. Če Debeli rtič, ja, dobro, v imenu je. Kako slabo. Ampak ne, eni ljudje se ne, mogoče kdaj ne vprašajo, to je bilo tako malo bizarno, mi smo krat, ko smo še z Todovaj Mataju, ko imeli to predstavo, Črno kuhno, in smo imeli pa koncertno verzijo in so nas povabili, da smo nastopili, se rekli, pač imamo otroke iz onkologije, kar je, a veš, tako, ko slišaš, je tako, a veš, rečeš, bo, gremo jih razvedriti. Kam pa greste, kje pa so otroci? V Rakovem Škocjanu. V Centru šolskih dejavnosti Rak. Ja, no! Veš, kako je tako, ne? Kako je, Jezus. Vi ste prav iz Rakovga. A veš, tako malo si rečeš, pismo vsem bilo malo pomislil. Ja. Zakaj, kaj pa je to slabega, ne razumem. Jaz sem skozi si opominjaš. Slabo opominjaš. Mislim, jaz sem opominjan. Sorry, zdaj, nič slabega ne mislim s tem. Sam jaz mislim na to, da so pač, mislim, da je celoten
potek zdravljenja, mislim, da jih dosto pomenijo. Ni ta beseda jim nič ne pomeni za res. Malo se ti rahlo brezčutno, no, tako bom rekel. To je, ja, kad gledaš, kad si tako, come on, ni tako, da je to edin center obšolskih in šolskih dejavnosti, lahko bi šli kamorkoli bi lahko šli. A veš, ne? Ja. Mislim, ne predstavljam si, da si on zvečer zaželi, joj, sem, da ne bilo treba v Rakov Škocjan, da bi šli nekam drugam. To verjamem, ja, to je pač... Dvom, da v tem razmišljam. Ampak se tako, kar dosti teh zadevah hitak odrasli tako razmišljajo. Kad hočeš zaščititi otroke, pa si tako, ne, valjda ne boš, a veš ne. Nekdo ni pomislil tega, po mojem. Ja, to je kar grozno. Ok, Joco, ti če bi... A nismo rekli, ta debel šola... Ti imaš to šolo za debel. Za telesno omejen. Kaj pa ti? Meni se zdi to, ta jaz bi rekel srednja ekonomska ali pa nekaj ta hitri program. Za preživetveni kamp, srednja ekonomska. Ja, nekaj hitra, ampak šola za influencerje, mislim, da si to. 3+2, nek ta, jaz bi to, ali pa 3, ali pa 2+1, nekaj te, ali pa gostinska. 1+1. Gostinska šola Jožeta Rubežnika, meni se je to kul. A pa bi znal pofurati. Ampak ne prav gostinska, jaz bi bil sem na uni kelnarska. Kelnarska šola, prav sem strežna, veš, kaj imaš te brke za kelnarja. Čakaj, ampak kaj zdaj, jaz sem ti si face of the operation. Ampak dajmo še o tem predebatirati. Običajno jaz bi rekel, moja šola, osnovna šola Škofljica je bila osnovna šola Škofljica Levstikove brigade, ne, osnovna šola Levstikove brigade Škofljica. Se pravi, ta brigada je bila že razpuščena, ko se je to preimenoval. Se pravi, da je zdaj človek, če je človeka, si predstavljam, da je vsaj že mrtev, a ne? A gremo zdaj, da bi bilo to nekaj modernega, kjer v bistvu kot ambasador, da si, a veš, da te najamejo in si pol ambasador te šole. In zdaj, se pravi, jaz bi bil največ kakšne gostinske, čeprav nimam veze zares z gostinstvom. Od nas treh bi bil ti z gostinsko, a kaj? Si pa, sam velik časa v barih preživi, pa v lokalih, pa šank kar poznaš. Šank poznam. Poznam pijače, parkrat zaspal pod, ne, je. Ja, in kaj pa je časni profesor, je Bor Zuljan, ali kaj? Fuck, pižama, daj please podnapise za te stvari. Zakaj Bor Zuljan ne razumem? Ja. Ne, čakaj, ne bo, sam še enkrat poveš šalo. Častni predavatelj bi bil lahko Matjaž Jelen. Je Matjaž Jelen od Šankroka v Čato? Je, Šankrok. A je, to pa jaz ne vem. To bi bilo tudi čisto smiselno za gostinsko. Ja. Okay, se pravi, ti bi bil... Jaz hočem reči, da je mogoče za razmisliti, da absolutno, da mi rabimo, in glede na to, da pravi, da je premal otroka oziroma mladostnikov na srednjih poklicnih šolah, se pravi, premal imamo ljudi, ki znajo kaj narediti, ne nas smart ass gimnazijskih maturantov in ekonomistov in teologov in tazga nepotrebnega filozofov faliranih. Ampak da rabimo ljudi, ki znajo, se pravi, ne ploščice položiti, avto pošraufati, se pravi, da bi najel ambasadorja, kot sem je za te dva, recimo, zdaj, če rabite... Jo, ja, se res, ja. A ne, da na tak način... Prijaznost 24/7. No, na ta način... Mislim, Joco, mi te poznamo, mi ne padamo na te fore. Se jaz nikoli nečem, sem jaz prijazen. Oni so. Ambasador, vse to mislim, da hoče povedati. Le, in glih to, ne, se pravi, da bi ena šola, daj, ne vem, Jože, Sašo, Pižama, daj pomagajte nam, da bi več folkah nam prišlo. Meni se ne zdi sploh slaba ideja. V dobi influencerstva smo, zakaj ne bi mogla... Izkoristiti influencerstvo za pozitivno. Kjer je najbolj znana influencerka, recimo? Ta Coljak ima 10% popuste za kozmetiko na dan poplav. No, je še kakšna druga. Ne, dajmo njo. Ne, neki drugega. Ja, lepa afna, ne? Lepa afna bi bila lahko idealna za ekonomijo. Ona ima itak že svoje zvezke. Kozmetično šolo. Až pa imaš pa itak zvezke, imajo pa od Nepa od Gojkota. Za tiskarsko šolo. Gojko ajkula, kjerokoli šolo ga daš, je pomanj šola. Je šola polna. Za tekstilno. Ja. Ker rabiš nekoga, da na novo dela te trenerke iz 80-ih. Osnovna šola Simona Jenka je osnovna šola, na katero sem jaz hodil. Boring. Jenko. Boring. Kaj pa ta sonet o tobaku, ki ga je imel, ki sem ga zdaj. To je bilo dobro. To je bilo dobro, da si. Sam smo pa druge njegove stvari tudi brali. Boring. Jenko res ni bil neki ful. A škoga gledaš, kakšne, a ne.
Mislim, sorry, če zdaj kakšen full fan Jenkota tam zunaj. Simonenko je pesnik Sorškega polja. To je Soči. Ne, to je pa Simon Gregorčič. En izmed drugih znanih Simonov. Ja, slabo. No, v glavnem, a veš kaj bi da drugače, če gremo na te influencerske šole, lahko bi imeli pa vojaško. Bam! 2 milijona evrov imamo zrihtanih, ti imaš videoprodukcijo, ti imaš veze na televiziji, ti lahko imaš izkušnje z vodenjem resničnostnih šovov. Ti pa zgledaš specialc. Imamo, jo. Ne, jaz sem pa prva ovira, ki mora čez nojati na terenu. Ne, ti pa ta, če pridem im tebe, so sprejeti. A veš, kaj je to neka ta... to je dobro, ja. Mitološka pošast, tam razbija vse. Cerebus, a ni, Cerebus. Kerber ima, Kerber, Kerber ima, je ta pa s 3 glavami. A niso Kerber, uni, medvedki, ko imajo srčke, pa streljajo mavrco iz... Kerber z Kerbera. Ja. To je pa milijonska ideja zdaj. 3 medvedki, te Kerberi, pač medvede Kerber s 3 glavami. Se šiti skupaj. A lahko, Hans, če poslušaš, a lahko prosim to risbo. Lahko prosim, Hans, to mislim, da moramo imeti ta prvi mrč od, če veš, kaj mislim, je Kerber. Ja, okay. To se ful strinjam, not. Sploh ne vem, o čem se pogovarjamo. No. Ampak pustimo to. 90-ih pa ne so foro nazaj. Ja. Not. Ja, jaz sem zadovoljen. Joco je generacija, Joco nabrada, Kerbersov, Joco je generacija malih letečih medvedkov. Jaz zastopam mali leteči medvedki. Ja. To je neka zagrebška risanka dejansko, ki se je tudi ful posod okoli se je sukala. Nisi gledal. Misliš, oni biskvitki? Ti si bilo drugo. Kaj je bil Grinta? Ki so tudi bili. Grinta pa kralj. Ne, biskvitki je bilo nekaj drugega. So bili isto medvedki. Snorčki. Snorčki so bili. Ja, kaj smo prišli zdaj? Šolančki, a se spomnite šolančkov? Šolančki. Švedra. Okay. Zdaj, ko si omenil Švedra, sem se spomnil na Tomiča. Ja. Kaj ves čas po Švedran. Kjero šolo, kakšno šolo bi pa Tomo imel? Je to neki za audio tehnike? Si za ljudi, ki jim je audio ali pa za višinska dela, šola za višinska dela. In šola govora. Ja. Šola govora, višinska dela, kva ima še kaj. Pa za vroče stvari, glede na to, da je skozi bolan. Veš, kaj je to drugače, medicinska, neka ta, za tehnično. Neko moralno, infekcijska šola. Za neko moralno višje stališče, konc mer, on je tak človek, ki reče, kaj je dobro, pa kaj je slabo, ne? Kako slabo. Ja, moralna šola. Neka moralna šola. Šola moralnih vrednot. To. In to manjka v Sloveniji. A ste videli, kako je zunaj zdaj? Ja. A ste videli? To mu je dejansko ta čidi. To mu je slovenski čidi iz Good Placea. Ti imaš zelo deep cut reference danes. Ja. To so vsi linki, nekdo bo mogoče zbral z linke. To bo mogel linkati ta štit. Če bi jaz... Tomo bo moral, zakaj se ga ni tukaj? Če bi jaz ta podcast poslušal, recimo bi hotel vsem tem linke. Ampak sreč. Ja, ga ne poslušam. Okay, jaz mislim, da smo Klari odgovorili. Ja, to je big yes. To je big yes. Saša, boš ti naslednje vprašanje prebral? Bom. Gregor je napisal: kupil sem rdeč avto. Potem pa preberem, da imajo rdeči avti največ nesreč. Zdaj me je strah voziti. A ne prodam avto. Okay. A je Ferrari, misliš, po mojem Ferrari? Jaz bom zelo streljal temo, ampak jaz bom rekel, zdi se mi, da ljudje, ki imajo Ferrarije, ne poslušajo tega podcasta. Ampak če pa poslušate, ljudje, ki vozite Ferrari, pa povemo, da lahko donirate, da ste lahko recimo vse svoji družini kupite krajcarje pa goldinarje. Ja, lahko pa še ena stvar je tudi. Lahko ne kupite nič od tega, ampak sam pošljite sebe sliko pred Ferrarijem, pa vam pošljemo eno nalepko, da jo boste dali na Ferrarija od zadgor. Ja, to je ta svetleča, naša svetleča nalepka. Meni je to boljš, kot pa da plačate. Aj ta nalepka tako, ker odjoco ta avto, ali pa kakšna tak. Ne, ta naša nalepka, vem, da je mislil naša nalepka. Jaz hočem eno foro tle ven potegniti. Ne, kaj tak ni bilo dobro. Vse v redu, pojmo naprej. Koliko si to že kdaj prej probil?
Jaz do zdaj ne. Mislim, da sem prvič šel iz mojega zelo resnega, dramatičnega življenja. Sem prvič zakorakal. Si stopil iz cone obdobja. Humoresko. Važno, da se trudiš. Ja. Zdaj, če je Ferrari, ne, jaz mislim, da je rdeča petka, a petke sploh še prodajajo. Mislim, tudi na auto.net sploh še tam dobiš petko. Jaz mislim, da je neki petk, pa je neki Ferrarijev v Sloveniji in jaz mislim, da Ferrari je več kot čudnem, trenutno. Ne, v nekem čudnem, jaz pa mislim, da je nek ekvilibrij, da je točno uravnoteženo. Drugih avtomobilov je ful, ampak petk, rdečih petk, pa rdečih Ferrarijev je pa isto število. Ej, čak. Kaj pa, če ni Ferrari, pa če ni fetka? Pač ima en rdeč avto. Okay, vprašanje je, a ne ga proda. A je to vprašanje? Ne, ker jaz mislim, a je to edina rešitev. Ni. Recimo, loga uno folijo oblepaš. Jaz bi v zlato, če bi izberal. Ali pa, veš, koliko imaš D-brand, ki imaš ti vse oblepljen? Da daš Ferrari nalepko čez petko. Čez petko, ali pa karkoli. Dajmo se pogovarjati, kaj bi dal čez, če je rdeč, pa ti ni všeč. Pa recimo, da bi najdel neko sliko, kjer je, recimo, japonsko zastavo. Se pravi, da krog na strehi ostane rdeč, drugo je pa belo. Nalepko daš. In imaš japonski avto, dobiš v bistvu. Tudi če je petka. Ja, jaz mislim, da problem bi bilo prodati avto, zdaj, ki je javno opozoril na to, da imajo rdeče več nesreč in vsi vemo, koliko ljudi posluša ta podcast. Kdo bo to kupil? Še ena stvar. Kdo bo to kupil? Je pa hkrati tudi rešitev v tem. Se pravi, rdeč pigment je najbolj neobstojen na svetu. Se pravi, nobena barva ni tako težko narediti, da na soncu ne bi obledela. Tako da ena rešitev je, da sem pusti na soncu. Veš, na morju, če si bil v Puli, so bili zmer čudne barve avti. No, nekaj v Pulo zapele za en let, ali pa sem čez poletje ga tam pusti, pa rata tak spran, roza, beden. Če pa nimaš časa, ti pa predlagam, da na parkiriščih po Ljubljani, tako kot veliko ljudi že dela, malo podrajsaš svoj avto ob različne barve drugih avtomobil in boš časoma postal Mauričan. Druge barve, točno. A veš, ne? Genialno. Avto ponosa. A ne? To mi je všeč. Ne, dobre. Vredo je, da nimam sam jaz slabih for. V tem delu. Ne, hudo je. Ja, in malo podrajsaš avto. Drugač, a smo mi zdaj tukaj, a še najdemo fajn odgovore? Kaj jaz sem malo raziskoval mes. Ja. Sem šel pogledati te statistike. Kaj mislim, da to, da rdeče avti imajo največ nesreče, jaz mislim, da je to nek ta ljudska modrost. Da to govorimo. To si ti že slišal. Ker jaz sem preveril. Zakaj imajo največ? Ali zato, ker jih je največ? Jaz mislim, da zato, ker so ljudje, ki si umislili rdeč avto, so bolj in so tudi te modeli rajš hiter vozijo, živijo življenje. In po mojem, da je to vse povezano, so bolj impulzivni in so tudi malo bolj, ljudje sem, jaz moram biti odzad, jaz sem, fantje, mesežiram, zamujam in vam sporočam hkrati, da bom hmal prišel, čisto malo sem zamudil, sorry. Veste, kdo sem bil zdaj? Ja, vemo, ampak ne bomo rekli, zato da ne bi bilo kakšne položnice na dom. Ok. Sašo stare. In zato, po mojem, da je tako, da so rdeči. Me pa zanima, če avto tudi na te vpliva. Se pravi, kupaš avto, ki je imel najboljšo opremo, najbolj fajn cena, si pa barno slep, tako kot recimo naš prijatelj v odsotnosti. Ja. S tem sem tomota. In dobiš ta avto in začne avto na te vplivati. Kar začutiš nek glas. Kristin Varjano, niži, pa šope, pa daj. Ja, pa se si iste barve, se si iste barve, ka rdeča na semaforju, to pomeni, da ti greš lahko čez. To je kar pej. Ja, desno zihar, pa tudi naravnost, zakaj ne? Daj. Kako sploh veš, kjer je zelena, kjer je rdeča, Toma? A ni vse sivo zate? To zdaj o psih govoriš. On ima to modro-zeleno, mislim, da. Aha. Ampak zdaj ne moramo mi trije se ne moramo pogovarjati o njegovih barvah, ki jih vidi. Pač ni na mestu, brez njega. Pač, sorry, ne moramo, ni fair, ni pošteno. Jaz bi drugače rekel, mi se ne moramo pogovarjati o njegovih pomanjkljivostih, ker jih je preveč. Ne zato, ker ga ni tukaj.
To pogrešamo. Jaz sem v stand-upu, imam ene par jokov na barvno slepoto, kar se mi zdi tak hecen. A ti si sestavil Rubikovo kocko v 2 sekundah? Ne. Lepa. Ampak ja. Fora je, da kao rdeček, ne samo zaradi tega, ti si dal zdaj to, da je osebnost, pa da te zadeve, to je zelo dobro. Ampak realna stvar pa je, da je rdeča je ful opazna, ampak rdečih stvari je ful v prometu, pa so znaki, pa so luči, pa vse. In to ne bi bil en od razlogov, zakaj rdeče avto mogoče kdaj spregledaš. Ker si reče, olej, to je pa ta stop znak, ni mi treba bremza. Sploh ga nisem videl. Ja, sploh ga nisem. Rdeč, si oče rdeče. Ne vem, o čem govoriš. Ja. Znak, stop znak, če sem videl. Jaz mislim, da ne proda avto, znaj se tega stane. Čim prej prenti začneš še petati stvari. Probi ga Tomotu prodati, ker je barno sled. Ja, on bo, rečemo, da je zelen. Ja. A bi ta zelen Ferrari Tomo? Mi ti ga odkupimo za eno urbano, pa 20 evrov gor ti damo. Drugače, če imaš res Ferrarija. Jaz ne bi bil zraven, ker je to pain in the ass rata s temi starimi avtomobili. Jaz sem mislil, da z urbanami. Ne. Drugače, če ima res Ferrarija, jaz komod moj Citroen C4 Picasso zamenjam za enega Ferrarija. Ja? Tako da, če je kdo od zunaj, ki ima Ferrarija. Sem ti še zmeraj rabo pol ta daily driver. Ja. Sem se s Ferrarijem daily driver. Joco, me lahko pelaš? Dobro, ok. Saša poklical, fantje, lahko prijete pome, ne moram ven iz Ferrarija. Noč sem šel, ven ne gre. Zakaj sem šel v McDrive s potoma? Ne dosežem. Jeben ti alpske mesece. A to si videl, kaj je na Instagramu, kaj res imaš enega ful debelega, kaj sem videl, kaj iz enega Lamborghini ne more pridati. To je resen problem, po moje, če si bogat pa debel. Lamborghini. Jaz sem samo eno od tega. Lamborghini, ne? Ja. Kaj je? To zna italijansko, Lamborghini. Mene so letos naučili toskani, da je affogato, ne affogato. No. Aha, kaj pa je to? To je kepca sladoleda, pa je espresso. Veš, jem sam eno. Affogato. Če imam jaz toliko denarja, da si lahko kupam Lamborghini. Boš tudi preživel, da se ljudje novca delajo iz tebe. To bo meni govoril, kako da jaz izgovarjam stvari. Ja. To so milijoni. Sam veš, kaj ti rekel, ni zadost, da imaš toliko denarja, moraš ga tudi kupiti, da boš lahko tako govoril. To je res. Tako da Lamborghini zamenja. Bo to lepo Lamborghini. Trenutno tako rečeš lahko Ksara C4 Picasso. Z mojim Picassojem, kaj? A to je nek nov Pokemon, ali? Ja, to sem jaz isto pomislil, pa to nam Picasso. Jaz izberem tebe, Picasso. Citroen C4 Pikachu. To je ni slab ime, drugače, za avtom. Ok, je prvo men. Ja. Prodaj avto, znam se ga za kurgata, star. Tako da ja, evo, Gregor, ne vemo, kaj bi Tomo ti sicer priporočil, ampak verjetno kaj podobnega. Tomo bi verjetno rekel, Folja ni slaba ideja. Vsi smo veliki fani Ungale, mislim, nismo vsi. Kaj že zdaj smo pozabil ime? YouTuber, znan, da mi pomaga z YouTuberji. Logan Paul. Ne, starejši, odprej. De Franco. Kaj je recimo tudi Jonas. Lepa. New York. A ja, Casey Neistat. A veš, da bi ga z Eriksom pobaril? Pa da je pol tako rata malo udrgnena, veš. Ja. Pa malo še špohtam. Zanalaš malo. Meni se zdi pa reči tako, da je nek art projekt iz tega. Moče ga pele na srednjo oblikovno šolo Jožeta Rubežnika. Srednja oblikovna šola Jožeta Rubežnika. To se sliši. Jaz bi svojega otroka upisal tja, na srednjo oblikovno šolo Jožeta Rubežnika. Jaz ga bom upisal. In narediš. Jaz vam nekaj povem. Moj otrok bo šel na to šolo. Koliko te plačajo že? Vmes je že imel pršul. Joca bi bil. Joco za kok. Ja. A bi imel na avtu, tako kot so ladje včasih imele veš, od spredje nek kip, ki je vrval ladjo. A bi imel od spredje na avtu, hkrati, če se zaletiš, zmagaš, ne? Če imaš od spredje neki, bi imel neki od spredje, tako nek ta figurehead, angliška, tako, kip, ja, ampak živega človeka, da je imel tem. Ne, to je pa Mad Max. To je Mad Max, ja. Jaz se zdaj predstavljam, Jaz se predstavljam stareta v svojem Picassoju. Pa Tomo ta prvesanga gor, na križ od spred. Vsakmo, ki sem ne tako narazen, ampak nazaj, ta Mad Max poza. In vsakmo, ki naredi kakšen prekržek, vem, da je Tomo.
Kako slabo. Promet v Ljubljani se vrihta v 2 dneh. A lahko na tvoji oblikovski šoli to naredijo? Skico. Ja. Consider it done. Lej, ko bo šel ta podcast ven, bo že v priponki noter. Ta slika. Vsem dobro je, a hočete, da to naredijo ta boljši učenci ali ta slabši? Če bo to mogel, so lahko slabši. Ta slabši. Meni je bilo, da imaš od ta slabi. Ja, Gregor ni za kaj, no, mislim, da smo ti odgovorili. Zmenjen smo, če imaš Ferrarija, da ga menjaš za Picassoja. Če ne pa Edix. Če ne pa Edix. Vsaka svoja napaka lahko zbriše Edix. Ja. Mimo grede, z kodo, če veš kaj, mislim, lahko kupite Edix 20% cene. Ti pa naslednjo prebereš. Rahela z Instagrama sprašuje: imam zlomljeno stopalo in ne smem stopiti na nogo, ker sem več ali manj ležala, sem odvisna od dostave na dom in dostavljavcev. Če se vpraša, kje ima kakšnega partnerja ali pa kaj. Ampak, gremo naprej. Dela, verjetno dela, pa ga ni veliko doma. Ja, kaj dela zdaj tak? Pustimo ga. Pustimo zdaj tega partnerja, nepomembnega. Itak je šupak, verjetno. Ja, najbrž. Ne vem. Ona je zlomljena, ampak dela. On pa v krog hod. Zakaj se ni vzel dopusta? Ja, zakaj se ni vzel dopusta? Ampak vsakič, ko mi dostavljalci kaj pripeljejo, mi rečejo, če pridem dol pred vhod bloka prevzeti. Povem, da ne morem, ker imam zlomljeno nogo, ampak imam občutek, da mi ne verjamejo. Največkrat se zdilamo, da dajo v dvigalo pa pošljajo gor. Kako naj prepričam dostavljalce, da imam res zlomljeno nogo in da nisem samo lena? Torej, zdaj, če jaz prav razumem vprašanje, kako naj prepriča, da je, ok, jaz sem lena, imam tudi zlomljeno nogo, ali je drugo vprašanje, kako ne prepričam, da imam res zelo nogo in nisem lena. Ne, jaz mislim, da je fora, ne vem, če... Jaz mislim, da bi se morala na Voltu na profilko dati gips. To je genialno. To zelo daš, a ne? Se gor napišeš, svoj naslov napišeš na gips. Ali pa da daš ti Reddit, ask me anything, kar se folk snema. Star, jaz ti bom rekel to, kar ljudje, ki verjamejo v ploščato zemljo, rečejo Photoshop! A veš, vse lahko sfejkaš, a ne? Ja. A veš, ampak obstaja kakšen tako moralno pritlehen človek, da bi fejkal napis na gipsu? Ne. Jaz mislim, da smo kot civilizacija naprej. Na tem nivoju pa to se pa strinjam. To se pa strinjam, to pa smo. Od laganja Voltu smo napredovali v zadnjih parih letih. A se kdaj pogovarjate s poštarji, ki vam nosijo stvari? Ja. Jaz imam najbolj mrkega, jaz ti rečem, namrštenega poštare na svetu. Se pravi, on je čist, kaj da mi je temen oblak nad njem. In vedno hočem, dober dan, živijo, kako... Kaj pa vi tukaj? Nič. Trudim se ful. A se mogoče sam kdaj vprašal, če pač preprosto človek ni fan tvojega televizijskega ustvarjanja? Vsega povezanega z mano. Ja, ko sem ga zanč prosedil, videl pa res čisto nasmejanje. Jaz bi preveril, poglej pa te najbolj hateful komentarje na tvojih videih, jaz zastavil, da jih tvoj poštar piše. Ta fake prijaznost je tudi zjutraj, ko mu prinesem stvari. Prijazno 24/7, Maja Rit, če veš, kaj mislim. Drugač, meni je moj... Čakaj, ni še do konca povedal, pusti človek. Še sem se zgubil zdaj. Ko pa sem govoril. Da imaš mrkega poštarja, da si se pogovarjal z njim. Če se pogovarjaš z njim. Ja, provam se razvedriti, pa ni. Zdaj pa ne od kjere dostavne službe, ki jih itak ne 3-4 različne nosili. Imamo poštarca, ki je poštar. Ne, imamo pa pač poštarca, ki je full faca, imamo pa tudi... enega dostavljaca, veš, tako bo je malo tako alter, veš, neki uhančki, malo tako, ampak zmeraj, jaz sem ti kar gor nesel, meni ni doma, ti me jaz kar gor nesel na balkon, vse zrihta. A pa gre kar not? Ne, skozi vrat, pač na dvorišče gre, pa po zunanji. Pač, po gangu? Po ganku, ja. Okay. Moj poštar je, mislim, zelo prijazen, jaz imam dober odnos z vsemi poštarji. Ljudmi. Ja, z vsemi ljudmi, niti enega ni. Ja. Razen Luka, veš, kdo si jebi se. Ampak, ne. Korenčič. Ne. Saša, ko si lahko tako do Lukija nesramen? On je res prijazen človek. Vse, Luka pa res se benmu ne bi nič naredil. Razen, če bi mu kdo hotel sir vzeti. Veš, kaj si naredil, okej. Ej, v glavnem...
dober odnos imam in so prijazni in se pogovarjam in potem včasih tako pokliče, pa prideš dol pa reče, ja, se jaz zmer malo prej pokličem, ka vem, samo včasih pa koga pokličem, pa ne pridejo dol, pa so tako, ja, nisem mogel, ker sem mogel še na mail do konca. Ne moš veš, pa ti malo pojamrajo, koliko imajo problem. Ja, no, jaz mislim, da iz tega pride, da ne verjamejo, da ima zlomljeno nogo, da je to nekaj, kar ljudje reče, da je to izgor, ki ga večkrat dobijo. Nogo imam zlomljeno, gor prenesem. A veš kaj? Ja. To. Da mislim, da iz tega izhaja, da to je pa nekdo, ki ima res zlomljeno nogo. Če kaj pa videoklic? Mislim, jaz ne vem, a to obstaja, ker pač jaz živim na vasi, kjer nimamo ne Volta, ne Uberja, ne e-hrane, ne karkoli. Jaz moram priznati, da jaz videoklica... Jaz tako živim, da jaz iz navadne pizzerije ne morem poklicati, da bi dostava. A videoklic, jaz izvan Google Meeta pa Zooma nisem nikoli še delal videoklica. Jaz delam na FaceTime. Ja, ali pa WhatsApp. Jaz mislim, da poštari zelo malokrat imajo iPhone. Good point. Very good point. Okay, država, a lahko prosim zrihtam. Stare Androide. Ampak se tle ne govorimo o poštarjih, kaj govorimo o dostavljalcih. No ja, to pa je res, ja. Hrane. A ja, Volt. Ja. Volt je bolj to je zdaj moja pač ta, ne vem, bi rekel, osebna hiba, ne, da sem takoj povezal s tem, da so to dostavljalci hrane. Ne. Niso, piše samo dostavljalci. Dostavljalci. V Ljubljani, če živiš, ti lahko vse praktično dostavljajo. Jaz imam drugače odgovor za njo. Povej. Kako je že mi? Rahela. To je ta iz Francov, ne? Ja, Rachel, ja. Zelo čisto, če je Gregor imel Ferrarija, je to Rachel iz Francov. Torej, živimo v kapitalizmu. Absolutno. Ne, jaz bi ponudil 2 evra in pol reče 4. Ok, 3 pa roka, pa preneseš gor. Zdaj, kaj če imaš roko v gipsu? Rečeš... Ja, ona ima nogo, tako da ne odgovarjamo na to vprašanje. Okay. To mogoče v neki drugi oddaji, epizodi podcasta ali kakorkoli se reče. Ampak danes se pogovarjamo, če ima nekdo nogo v gipsu. Vprašanje. Ja. Ti plačaš, ti nekaj naročiš, kjerkoli že. Ja. In plačaš dostavo. Ti že plačaš dostavo? Dokam? To je doma. Kje plačaš? Ja, pa odvisno. Nek imaš, eni te, ki imaš pohištvo, imaš ločeno, ali plačaš dostavo do doma, ali pa imaš pa nekih 200 evrov dodatnih, imaš pa z vnosom v stanovanje. Ja. Res? Jaz sem mislil, da je montaža za to plačati. Ne naroči v marcu, pa zraven še hrano. Ali lahko prosim sestavite to mizo, preden date gor ta burger? Ne, prlesnini, ne kup še eno v marcu, se pa vrne. Pa dajte spotoma plis na poti do mene še se ustaviti v McDonald's. Ne, samo vzame, sam notne da v predal. V predal dajte 2 double cheese. Narejen. Meni. Nuggetsov. McMini. Ok. Pismo, to ni slaba ideja. Nekaj druga naročiš, pa doplačaš. Druga stvar. To je dobro. Rahela se zdi, da glede na to, da na Instagramu to napisala, se pravi, bojim se s tehnologijo si je na blizu. Zakaj si nekaj drona ne nabav? In lepo sem zub dol spusti. Ki bi saj vedel, če ima dostop do kakšnega zunanjega okna. Verjetno, mislim, jaz bi rekel, da zelo malo je stanovanj, ki so celice. Ja. Jaz si predstavljam Rahelo bolj v temo, veš, ta dvoriščno okno. Ona tam, veš, in gleda zdaj, kaj je v ta novih blokih. Aha. Kaj je, kdo je koga ubil? A to, malo ta scena. Jaz bi še nekaj drugega rekel. Mogoče pa Rahela bi mogla samo premisliti svoj modus operandi in se vprašati, a res želi biti sužnja temu kapitalističnemu sistemu, ki od nas zahteva, da to sam da zapravljamo in trošimo za produkte, ki nimajo neke trajne vrednosti oziroma sploh ne trajajo, ker so narejeni tako, da jih čim prej moramo menjati. Tako da Rahela... Koncept hrane. Ja. Da ne traja. Kva ne je plastiko. Lahko sam nekaš jesti, pa umreš. To je to. Da je plastiko, ki pač boš lahko spet pol pojedel. Tomo je malo predolg časa poslušal pižamo in je nehal jesti in lej zdaj. Skozi bolan, ves umira počas. Super poanta. Wow. Dajmo nazaj na drone. Kako pa nosilnost tvoj dron? Moj brezvezno, ampak malo nisi ona večji dron. Koliko stanejo te drone? Ja, ampak nekaj ste pozabili. Kaj? Ko ona naroči dron, in ga bo še zmer mogel en gor dostaviti. Ne, dron spustiš skozi balkon. A ti, ki ga, ne, kad na začetku.
gore do drona, kad dron bo dal odpad. Lahko se stavite pa nafilate. Ne se un dan si bo njen partner ali pa partnerka, po mojem je partnerka, si bo vzela dopust, pa bo to naredila, da bo pa lahko Rahela dol spuščala. Ja. Ne, tako, dajmo to tako rešiti, prosim. Če ne bomo pa mi prišli. Okay. Kaj pa če je res grozen ta partner ali partnerka? Nima časa, eni ljudje so taki, da imajo raj pač slavno življenje medijskih osebnosti, kada bi se ne za svoje bližje pobrigali. V tem primeru bi jo pa jaz poznal z Alešem Novakom, ki je naredil enkrat škripec. Škripec je naredil, ja. Naredil je škripec, tudi na YouTube je to dal. Jaz sem sam tako, zdaj, ko si omenil škripec, dajmo zdaj se vzeti najprej sam 10 sekund, pa vsi pomolimo, da Tomo ne bo škripnil. Ja. Ok, zdaj pa nadaljuj. 10 sekund je bilo to. Mislim, da je rekel, to ni bilo minuta, to ni bilo 10 sekund, to je bilo 2 sekunde. To je bilo, kot si Tomo zasluži. Jezus, ti z njim najdlje časa delaš, najbolj ga poznaš. Mogoče zato upa to. Wow. Ja, ampak meni se ne zdi lepo to. Se on je mene klical, Tomo je mene klical, pa rekel, hej, veš kaj, pižava, bo tukaj pogovarjal. Jaz ne moram, danes sem bolan in zdaj smo tle, kaj smo, ne. V glavnem. Počakaj, kako tako hotla ven je ti studija. Ja, jaz sem ključe. Škripec. To ti misliš. Okay. Škripec, ja. Škripec. A bomo dali video, bomo linkali od spodaj, ne? Ja, ne vem, kdo to dela. Tomo. Okay. Če so tu takrat, če zdaj vmes zapisati na to file. Aha. A ti si pogledal gor, kot da če bo Bog se odločil, da ga nošek se je pozel. Ja. Ja, ok, dobro. Ja. Kar bo, ne? To je kar depresivno ratal. Škripec, gore si škripec. Ja, ful rešitev, no ne vem. Škripec se naredi, ali pa drona. Koliko stane drona? Možno najeti koga prek študenta. Koliko stane drona? Smo se pogovarjali o tem zdaj, da zakaj nima vse drona na enega, da prek študenta najamaš. To dela, ali pa da je kuha gor. Enega študenta, da ti kuha. Če povzamemo, ful rešitev smo dali Raheli. Res smo. Ful rešitev. Ja. Jaz bi študenta ali pa migranta najel ali pa naredil škripec. Ena fora za zamena partnerja. Jaz bi pa rekel, lahko pa mogoče sabotira. Mogoče pa sabotira partnerja na šihtu. Ja. Da ga odpustijo, in pa bo imel cajt za eno, da jih pomaga. Kaj pa če mu sam polom nogo, da še on vidi, kako je? Ja. Ne, sem pa mogoče kuhati. Ona bi mogla nekaj narediti, kar bi ga prikovalo k šporgetu. Wow. Ja, a veš, se pravi, kakšna je bila poškodba, da bi še lahko kuhal in stal zraven sem, da ne mogo pa delati, kar dela. Ful energije da, to, da spremeni družbo. Ne. Ful energije dal to, da spremeni družbo, da se obrnejo te stereotipi za spole, ne? Ja. In potem dejco sam reče, pej do kuhno, kje ka spadaš, a veš ne, in imamo malo tega pozitivnega obratne diskriminacije. A ta diskriminacija je okej, sem tuk. Pižama, tu tebe okej? Jaz ne vem, o čem govorita. Jaz sem tukaj samo opazovalec. Ampak jaz mislim, da se je Stare zdaj poslužil satiričnega pogleda na družbo in na negativne stvari, v nekaj bi jih radi spremenili. Hvala. A ni imel Bill Burr, kdo je že imel to foro, da kako rešiti rasizem je tako, da zdaj še vse druge rase ratejo malo sužni za 100 let, da smo vsi in pa nehamo, da se kao pogliha se. Jaz bi isto predlagal za to rasizem rešiti. Moške, ženske. Se pravi, recimo, da smo ene par let, da je vse isto. Ene par let. Zdaj tako 5 let se mi zdi, da so moški res bili okej. Ne, nekaj ti s tem tvojim nekim FDV sranjem. Ene 5 let imamo moški, da je okej. Kar se meni tiče. Ne ti meni s FDV sranjem, jaz sem se ta prvi dan prepisal na samostojno filofaks. A ti si dejansko šel na FDV? Ja, jaz sem enega človeka odrešil, da ni zabluzil v novinarskem poklicu. Sebe? Ja, pa še enega pač, ker sem v mestu vzel tist let. Ker smo vzel plecer. Ja. To. Jaz mislim, da smo full stvari povedali. A ramo še kakšne nujne informacije o tej Raheli, po tem partnerju povedati, da ljudje nam mislijo, da smo kar kruti. Jaz mislim, da to Rahela vse en partner ima rad in bi bil znov več.
Ja, bi bil zelo več, če bi mu služba to dopuščala, ampak jaz mislim, da ima tudi zelo odgovorno službo, v kateri vpliva na mladino in odrasle, in jaz mislim, da če je tam na svoji službi pozitiven zgled lahko v nekih medijih, da bo pač tudi Murahela lahko potem sam 2 ponvi vrže na nogo, ko pride končno dam na mest 4. Se strinjam. Okay. Jaz nimam tega. Ne povej, kaj imaš ti. Ne. Okay, Tako da, ja, dajte, prosim, vsi trije, se pravi Rahela, Gregor in Klara, napišite mail, pa da boste dobili nalepke. Ne vem, jih Anže še ima, ampak jaz sem obljubil, tako da Anže se bo moral znajti. Ja. Prav mu je, kaj je pa bolan. Bom Raheli jaz dal eno nalepko. Ja. Ti žvižno, ne? Ja. Okay. Ja, ker imam cimrca. Njen partner je. Ne poznam. Kva? Čakaj, M. Night Shyamalan. Imate kakšen biznis skupaj? Kakšna partnerja sta? Neki delava skupaj že nekaj. Kaj pa delate skupaj? Ja. Ste že kaj naredili? Proces. Ja, tako da najlepša hvala vsem, ki ste bili v prvem delu 162 glav. Mi bomo počasi šaltali na aftershave dodatek za vse podpornike. Povabljeni ste v Discord 15. novembra, če se ne motim, je natančni datum, ko bomo spet glave na gradu, ko pride še Aljoša Harlamo in bomo govorili o Ivanu Tavčerju, da vidimo, če je kaj bolj zanimiv kot Simonjenko. In se vidimo slišimo čez en mesec, tako da jaz rečem adijo, ti rečeš Čau. in Joca reče adijo.